Torej, lepo pozdravljeni, dobrodošli na predavanjih iz osnov elektrotehnike 1. Če se navežem na tisto, kar smo pravzaprav osvojili prejšnjič, nekako smo vstopili v to naše področje elektrotehnike skozi Lorentzovo silo in če se spomnite, je tam pri Lorentzovi sili pravzaprav bilo možno opaziti dva člena. Takole bom napisal vsakega ločeno. In sicer prvi člen se je nanašal na električno polje, na električno silo in drugi člen na magnetizem. Kar bi mogoče izpostavil je, da sem v okviru teh dveh členov izpostavil osnovne gradnike, ki jih bomo zdaj v uvodu še spoznali, potem bomo pa začeli zares samo snovjo predvidoma na naših naslednjih predavanjih. In sicer en tale osnovni gradnik, s katerim smo se srečali, je bil Q. Kaj smo rekli, da je to? Elektrina oziroma naboj. In povedali smo nekaj stvari o naboju že, povedali smo, da je kvantiziran, povedali smo, kaj je osnovni naboj. In potem v nadaljevanju smo se pogovorili tudi o porazdelitvenih funkcijah, ki jih srečamo, če se spomnite. Rekli smo prostorska porazdelitev, ploskovna porazdelitev, linijska porazdelitev ali točkasti naboj. To je bilo tisto, kar smo si pogledali preteklikrat. Za danes sem pa napovedal, da se bomo pa ukvarjali z drugim osnovnim gradnikom in sicer to je električni tok. In ta električni tok je tisto, s čimer se bomo ukvarjali zdajle prvo uro. Drugo uro se bomo pa potem ukvarjali še z določenimi zakonitostmi, ki se navezujejo bodisi na naboj, bodisi na električni tok. Mogoče vas za sam začetek vprašam, kaj to je električni tok. Ne srečujete ga prvič, srečali ste ga v osnovni pa srednji šoli že pri fiziki verjetno, ne? Kaj je električni tok? Izvolite. Vrhunsko. Evo, kolega je povedal zelo eksaktno definicijo. Ponavadi najprej slišim, da rečete, je usmerjeno gibanje naboja. To je tisto, kar vam zelo zgodaj znajo na to temo povedati. Manjko te definicije je, da je to opisna definicija, ki nam pa onemogoča, da bi nekaj eksaktno zmerili. To se pravi, vi veste, da količine, ki jih mi želimo tukaj le zapisati na tablo, glede na to, da smo na univerzitetnem študiju, so eksaktno merljive. To se pravi, mi želimo izmeriti ali pa podati definicijo toka, ki nam omogoča, da rečemo, aha, tole se da zmeriti in je 17,3 ampera. In usmerjenega gibanja nabojev, bi rekel, lahko poetično si predstavljamo, kaj to je, ampak ne moramo pa povedati, koliko je vrednost tega, koliko je jakost toka in kakšna enota potem pritiče. Ampak kolega je pa naredil korak naprej in je povedal zelo eksaktno definicijo. To se pravi, bi mi kar v tole vstopili. Najprej bi se dotaknil sploh besede tok oziroma pretok. Nekako bi rekel, gre za neke vrste sopomenke in videli boste celo, da bomo mi tukaj srečevali te izraze, da bomo imeli tok in da bomo imeli pretok. Celo na nek način boste videli, da bomo imeli električni tok zdajle in čez en mesec električni pretok, pa magnetni pretok in takrat bomo videli, kako nerodno je to mogoče skupno poimenovanje, ker smo izkoristili te dve različni imeni za dve različni količini, ki sta po pomenu drugačni, ampak ko bomo obe imeli, bomo še kakšno besedo več povedali. Pa vendar iz fizike ali pa
Tudi iz drugih področji vi poznate to besedo tok. Recimo masni tok, volumski tok, finančni tok. Ne? To so vse neki, bi rekel, pojmi, ki nakazujejo na to, da, kar je kolega rekel, gre za pač prenos, bodi si, ne vem, neke mase, nekega volumna ali pa nekih financ, ne, v neko smer, to ne pozabiti, ali pa, kolega rekel, skozi nek presek v določenem času. Ne. Se pravi, kar neki stvari nam tukaj noter nastopa, ne, in zdaj, ko sem ravno omenil smer, ne, če si pogledate, recimo, primer finančnega toka, ne, jaz lahko rečem, da midva s kolegom imava finančni tok 10 evrov. Ne. Ampak pač na nek način mora tudi povedati, a jaz teh 10 evrov dajem njemu, ali on teh 10 evrov da meni. Starš recimo daje svojemu otroku žepnino. Ne. Finančni tok gre od starša proti otroku. In lahko se zgodi, da tudi otrok vrne kdaj staršu nekaj denarja in to bi potem v tej luči, da smo prevzeti finančni tok označili od starša proti otroku, če otrok vrne, bi to enostavno predznačili z negativnim predznakom. To se pravi, to pa pomeni minus. Ne. Ok, in dajmo v tej luči mi definirati neko ploskev, skozi katero se pretaka. Ne. Včasih zadostuje že samo označitev smeri, bomo videli, ne. Včasih pa za bolj eksaktno definicijo je prav, da si postavimo ploskev. Okay. Jaz sem to ploskev potem malo takole raztegnil, zato da vi lahko vklopite svojo domišljijo in si lahko predstavljate žico in kolega je rekel presek, lahko si predstavljate cev, po kateri teče voda, pa se pogovarjamo o masnem pretoku. To se pravi, imamo nek presek. Čeprav, ko bomo mi to risali s simboli, ne, bomo to žico lahko narisali takole. Ne. Okay? In druga stvar, vi ste srečali morda že v srednji šoli, da ravnino opišemo s pomočjo vektorja normale na ravnino. Ste to kdaj srečali, vektor normale? Ali pa po drugi strani ste srečali zdajle pri matematičnem uvodu, da če imamo dva vektorja, ki sta med sabo pravokotna, ali pa pod kakršnim koli kotom konec koncev, in naredimo med njima vektorski produkt, dobimo tretji vektor, ki je pravokoten, in temu pravokotnemu vektorju, ki je pravokoten na dva vektorja, ne, določimo dolžino kot ploščino med tema dvema. Ste povedali to pri vektorskem produktu. Ne? Se pravi, ploskev je definirana z nekim pravokotnim vektorjem. To je mogoče nekaterim novo, ampak glejte, dajmo reči, da je to ploskev A in dajmo to ploskev mi definirati s tem vektorjem, ki je pravokoten, normala. Okay? Se pravi, če si predstavljate ta vrata kot neko ploskev, potem je vektor normale pravokoten. Lahko je na noter, lahko je pa pravokoten tako, da navzven kaže. Ne? Okay? Bomo o tem še kakšno besedo rekli. Evo, in zdaj smo določili tisti presek, skozi katerega se pretaka, in potem naprej, dajmo reči, da se v nekem času, kratkem času, če se spomnite, v principu smo rekli, da bomo to kot delta t, pa namesto tistega delta, ki ga imamo mi za nekaj drugega porabljenega, pišemo mali delta, v času delta t se tukajle skozi to ploskev prestavi neka množina naboja, ki jo dajmo označiti kot delta q. Ne? In ko smo ravno pri, bi rekel, tem poetičnem zapisovanju, kot sem prej rekel, bom tudi tukajle to definicijo toka vam zapisal z besedami nekoliko, pa rečemo, da se pogovarjamo o toku skozi ploskev A. To se pravi,
električni tok skozi ploskev A je. Zdaj pa vseeno, če še mogoče utemeljim, zakaj smo se mi tukaj orientirali na kratek interval. Pa dajmo takole pojasniti. Recimo, da je tole žica in da po žici teče omrežni tok, omrežna frekvenca, veste, da je 50 Hz in rečemo, da tok 10 amperov teče po žici. Mimogrede, prej nisem čist te misli dokončal. Če mi označimo tole ploskev A kot vektor v tole smer, sem rekel, ni treba, da bomo vedno ploskev risali, dovolj je včasih, da tudi samo smer ne rišemo. In to smer, recimo, bomo pri električnem toku narisali tako, da bomo narisali puščico, kam teče tok. In bo to dovolj. Tudi pri finančnem toku nisem rekel, mi dva skozi tole ploskev izmenjujeva denar. Ampak samo referenčno smer sem povedal. Ok, takole. Ja, in tole bo ta tok I. Ok, zdaj si pa predstavljate ta omrežen tok, 50 Hz, in če vas vprašam, koliko naboja skozi tole točko tukajle steče v eni sekundi. Nič. Tok naboja, kot v 20 milisekundah tja steče, v naslednjih 20 nazaj in tako naprej. Se pravi, ves čas skačeta naboj sem ter tja. Ampak, če vas poprašam, pa po eni sekundi pa to nič. Ok. In zato moramo mi ta interval opazovanja imeti relativno kratek. Zato bomo kar napisali limita, ko gre tale čas proti nič, ampak ne čist v nič. Zato sem rekel, bomo še malo narekovaje pisali, pa bomo tudi to nehali. In sicer količnika med nabojem in časom. To se pravi, v definiciji je to množina naboja, ki se pretoči skozi nek presek, v našem primeru skozi ploskev A, v časovnem intervalu delta T, pa vendar si želimo, da je to ta opazovan časovni interval kratek in seveda to limito potem mi zapišemo kot dq po dt in tole je definicija za tok. Ta tok, ki gre tukajle skozi, če hočete, lahko to narišemo kot ta tok, ki smo ga tukajle ujeli, zato ker so se tej naboji pretočili tamle čez. Evo, mogoče bi zdaj nadaljnje razmišljanje naredili skozi en zgled in sicer, no pa, ko smo že ravno tukaj pri označevanju, bi še nekaj besed temu morda omenili. Se pravi, če imamo mi to ploskev A, lahko z malo ali pa z veliko črko A označujemo ta, ampak da se natle z malo. To ploskev A, potem pa tole njeno smer, potem tok, ki nam tukaj teče v tejle referenčni smeri, recimo I je 2 ampera. Par besed še. Električni tok označimo z malo črko I, če gre za splošno oziroma časovno spremenljivo količino, oziroma, kot ste tukaj videli, če gre potem za enosmerno ali časovno konstantno količino, uporabljamo velike črke. To se uporablja pri teh, bi rekel, količinah, ki jih uporabljamo v vezih, to so tok, napetost, moč, tam uporabljamo velike črke za konstantne enosmerne oziroma male črke za časovno spremenljive količine. To se pravi, če hočete tukaj, ker imamo odvod, pa tako naprej, v splošnem je to časovna funkcija in lahko zapišem, da je to I od T. To, da malo črko uporabljam, že samo po sebi pomeni, da gre za časovno spremenljivo funkcijo. In pa enota
amper. Pomembna enota, ena izmed 5 osnovnih enot, edina iz področja elektrotehnike. Amper je tisti, ki ga pač poveličujemo v tej smeri. Zdaj pa, če ta nek tok tukaj le po neki žici teče pa v drugo smer, bi pa temu toku I2 rekel recimo -3 ampere in ta minus pomeni samo to, da tok teče ravno v nasprotju z referenčno smerjo ploskvice. Okay. Torej, to, kar bi želel je, da se otresete tega občutka, da če je nekaj minus, da je to nekaj slabo, da je to nekaj narobe. Verjamem, da vrsto let nazaj, ko smo imeli merilne inštrumente, ki so se oklanjali, torej analogni merilni inštrumenti, ki so se oklanjali samo na pozitivno stran, takrat ste mogli prav obrniti tisti inštrument, če ne ga je zabili. Danes veste, da imamo digitalne inštrumente in vam enostavno samo izpišejo minus. To pomeni, da tok dejansko čez inštrument teče v drugo smer, kot ste vi izbrali s priključitvijo pozitivne in negativne sponke inštrumenta. Nič pa to ni narobe. Tako da naši rezultati bodo marsikdaj negativni, pa to nič ne pomeni, da je kaj narobe. Okay? V redu. Zdaj sem hotel reči, da dajmo korak naprej narediti skozi en zgled. In sicer takole, da si bomo malo predstavljali te časovne funkcije, bi morda najprej kar narisal en graf naboja na nekem telesu, ki se časovno spreminja. Naj bo to naboj Q, pa naj bo to nek vodnik, po katerem teče tok I, mi se bomo temu še posvečali v prihodnji uri. In dajmo reči, da se naboj s časom takole spreminja. Recimo, ne? In to, kar bi nas zdaj zanimalo je, kako povezati tok in pa naboj. To se pravi, če mi imamo poznan tok tukajle, ne, kako se ta naboj potem tukajle spreminja. Ne. In sicer bi rad, da mogoče takole naredimo. Ne. Dajmo reči, da smo tukajle v trenutku T1, dajmo reči, da smo tukajle v trenutku T2, vmes med tema dvema trenutkoma, ne, naj bo delta T, torej malo, ali pa dt, če hočete. Ne. In po drugi strani naj bo tukajle potem naboj v času T1, pa naboj v času T2, a ne, T2 je v bistvu T1 plus dt. In dajmo našo enačbo postaviti na tak način, tule jo imamo, da obrnemo ven. To se pravi, mi dajmo računati, torej dq je I krat dt. Se pravi, če imamo mi poznan tok, dajmo pokazati, kako ven naboje določimo. Ne? In sicer dajmo reči, da bomo to integrirali, a ne? To veste, da odvajanju, ki ga imamo tukaj, nasprotna operacija je integracija. Ne? In dajmo reči, da bomo to integrirali od trenutka T1 do trenutka T2 na levi strani in tudi tukaj na desni od trenutka T1 do trenutka T2. Zdaj to nam bo na levi strani dal Q v trenutku T2. Ko to pointegriramo, ostavimo zgornjo mejo, minus Q v trenutku T1 je enako temu integralu, ki ga bom pa še pisal v tej obliki, kot smo si ga pripravili, integral I dt. Okay? In pridemo do zaključka, da je naboj v tem naslednjem trenutku Q od T2 je naboj v prejšnjem trenutku Q od T1 plus integral I dt. Namenoma sem to zdaj naredil,
da malo dobite občutek, a ne, kako mi iz ene funkcije, ki jo imamo tukaj na levi strani, ki je odvod, pridemo do druge, torej obrnili smo to enačbo in pridemo do druge funkcije, ki pa je integral. Ampak integral ima pa potem meje. A ne? Spodnjo, zgornjo mejo in tako naprej. In tole, kar lahko rečemo, je prejšnje stanje, lahko je tudi začetno stanje, tole je pa sprememba, ki se doprinese s tem integralom, ki je vsota toka po času. Ne? In tole je potem naslednje stanje. Ne? Se pravi, da mi pridemo iz vrednosti naboja tukaj do vrednosti naboja tukaj, moramo sešteti ves tok, ki se je pretekel v tem času. Ko smo ravno že pri primerih, ne, mi si lahko predstavljamo pač enega izmed tokov, tudi tok študentov skozi tale vrata. Če so ta vrata ploskev, potem, ko vi prihajate v predavalnico, je tok v predavalnico in lahko jaz štejem in vas naštejem recimo 18 v minuti. In je to tok študentov v predavalnico. Ne. In ko vi odhajate, je to tok ven 30 na minuto, recimo. Ne. In enkrat je vaš tok pozitiven, drugič je negativen, zaradi različnih smeri. Ampak tale enačba nam pove, da če je bilo začetku odmora tukaj noter 20 študentov, to je začetno stanje, in jih je pritekalo po 17 na minuto, a ne, potem lahko rečemo, po eni minuti je bilo 37 študentov. To se pravi, a ne, tale vrednost je teh 20 plus tale integral po celi minuti je dodatnih 17. Ali pa ne, po 2 minutah bi rekli, je 20 študentov plus 2 krat 17 je 34, je skupaj 54 študentov tukaj not v predavalnici. Si znate predstavljati. Ne? In enako je z nabojem. Ne? Mi imamo začeten naboj, 1 mikrokulon, pa pol priteče v nekem času še 1 mikrokulon, pa imamo skupaj 2 mikrokulona. Ne? To je to. Dobro. Mogoče zdaj ta zgled, če bi želeli vršiti v neke konkretne vrednosti, konkretne številke, bi si potem pogledali za tale naš omrežni, za tale naš, bi rekel, omrežni tok, kar smo prejle ravno razlagali. Ne? In dajmo se kar nasloniti, bom jaz tole malo odstranil, na tisto, kar sem prej rekel. Dajmo reči, da imamo harmoničen tok, tako kot v omrežju je. Mi se bomo o tem pogovarjali, da je to, uporabili bomo kosinusno obliko, se pravi, pa dajmo reči, I je IM, pardon, mali I, je IM, maksimalna vrednost, krat kosinus omega t. Takole naj bo ta naš omrežen tok. Pričemer mi vemo, da je IM, prej sem rekel, naj bo 10 amperov, če se spomnite, in pa omrežna krožna frekvenca, omrežna frekvenca je 50 Hz, a ne, to pomeni 2 krat pi krat 50 Hz, 314. To se pravi, 314, ne noter pišemo. Ne? Ok, in lahko si predstavljamo zdaj to naše nenaelektreno telo, nenaelektreno, sem zato rekel, da lahko tukaj rečemo, to je naboj Q, za katerega vemo, da je pri času nič enako nič, to pomeni nenaelektreno. Z drugimi besedami, naša predavalnica je prazna, najprej, tako približno karikiram to. Ne? In zdaj tale tok, ki tukaj recimo teče, ne, gor, nam povzroča, da naboji prihajajo in potem bi lahko rekli, da je naš naboj Q enak integralu od I dt. Ok, in zdaj, če hočemo to zintegrirati, potem moramo, pa dajmo kar sestaviti. Noter I ustaviti
in na mesto i-ja jaz predlagam tudi tole vrednost 10, že kar pišem semle. 10 krat integral od kosinus 314t. dt. Takole. Integral od kosinusa je, ja, se pravi, je to enako 10 krat sinus 314t. Kaj pa ta 314-ka? Ste se tudi učili pri integriranju. Kaj se zgodi, ko integriramo, pa imamo tle še neko konstanto spredaj? Deli, bravo. Torej, deljenost teh 314. Zdaj tukaj bi mogel pisati plus konstanta c, vendar ta konstanta c, ker je naboj na začetku nič, je nič. Če pogledate, če bi dal sem noter nič, sinus tega je nič, vemo, da je naboj tega nič, zato je konstanta nič. Je enako. Zdaj pa, če bi to podelili, bi dobili tole 10 deljeno s 314, a sem jaz to kaj izračunal, 31,6 mili, 31,6 krat sinus 314 t. Milikolona. Evo. Kaj to pravzaprav zdaj pomeni? Ta naboj, lahko si to skiciramo, se spreminja po sinusni funkciji, smo ugotovili. In če bi rekli, od takrat, ko ima maksimum, do takrat, ko ima minimum, se ta naboj spremeni za 63,2. Si znate predstavljati, dvakrat tistole vrednost. 63,2 milikolona. Če bi teh 63,2 milikolona podelili z vrednostjo osnovnega naboja, bi dobili, da je to 4 krat 10 na 17 elektronov. Se pravi, tisto, kar sem vas prej vprašal, če imamo mi kabel, po katerem teče 10 amperov, potem to pomeni, da nam 4 krat 10 na 17 elektronov steče v eno smer v 20 milisekundah. Potem nam pa 4 krat 10 na 17 elektronov steče v drugo smer. In zdaj, ko vidite, kakšna ta številka je, ogromna, ne? Je to tudi v prid tisti naši ugotovitvi od prejšnjič, da je gibanje delcev pa relativno počasno, ker jih je toliko veliko. In to je tisto, kar nas zdaj v nadaljevanju še čaka, da pojasnimo. In sicer, dajmo zdaj v nadaljevanju spregovoriti o naslednjem pojmu. Če se recimo že ravno pogovarjamo o pretoku študentov skozi neko ploskev. Mi na koncu lahko rečemo, dajte kot ploskev imeti v mislih to našo steno tukaj. To našo steno. To je ploskev. In če gledamo to našo steno, vidimo, da študentje, ko prihajate in odhajate, hodite po večini skozi ta vrata in skozi tista vrata tam. Tukaj le skozi redko kdo gre, redko kdaj. Ok, to se pravi, če pogledamo to steno, vidimo, da je tok študentov neenakomerno porazdeljen po tej steni. Nekaj več ga je skozi tele vrata, nekaj manj skozi una, skozi tole pa praktično nobenega ni. Okay? To asociira tudi na tisto, kar smo že zadnjič obravnavali. Če se spomnite, sem zadnjič govoril o gostotah naboja. Ravno s tem razlogom, ker sem rekel, na fakulteti ne boste več poslušali preprostih modelov. Imamo naboj, ki je enakomerno porazdeljen po ploski, kar ste delali v srednji
pa v osnovni šoli. Mi bomo pač sposobni se soočati s tem, da je nekaj neenakomerno porazdeljeno. In že zadnjič smo vpeljali pojem gostote. Se spomnite, rekel sem, kaj je to gostota prebivalstva, ne? Pa ste rekli, število prebivalcev na kvadratni meter. Tudi danes bomo imeli opravka s ploskovno gostoto toka. Ploskovna bo. In zadnjič smo rekli, poleg ploskovne imamo še volumsko gostoto toka in tako dalje in tako dalje. Ne? Pardon, gostoto naboja, ne? Danes pa gostoto toka. Dajmo torej tole naše razmišljanje takole narediti. Ne? Ko sem zjutraj razmišljal, kako ne vam to predstavim, da bo čim bolj preprosto, ravno med umivanjem zob sem dobil eno asociacijo. In sicer, dajte si predstavljati tole našo ploskev, recimo tole našo predavalnico tukajle, tole našo ploskev A, celokupno ploskev, kot mogoče našo zobno pasto, okay? In ta naša zobna pasta, jaz bom namenoma narisal zato, da vas bom asociiral na nekaj iz matematike, ima tukaj ustje pri zobni pasti okroglo, jaz sem pa narisal, da je pravokotno, ampak si boste znali predstavljati. In skozi tole ustje ven gre zobna pasta, praviloma gre naravnost ven, lahko pa malo zavije. Okay? In dajmo mi dovoljiti, da malo zavije. Ta zobna pasta, se pravi, dajte si v tridimenzionalnem prostoru, prosim predstavljati, da takole ven leze ta zobna pasta. Okay? Ampak jaz vam po pravici povedal, v resnici mi govorimo o nabojih. Dajte si predstavljati, da imamo naboje in naboji nam lezejo skozi neko ploskev. Ne? In to je to, kar sem jo tukaj v mislih. Mi imamo tole celotno ploskev, to je ta stena, in imamo tole majhno ploskvico tukaj, DA, DA so pa vrata, ta ali ona. To je ena majhna ploskev, ki jo opazujemo. Saj se od zadnjič spomnite, da sem rekel, da bomo opazovali majhne ploskve in naj bo zdaj ta pravokotnica na to ploskev postavljena takole. Tole je smer ploskve, določena s pravokotnico, to je DA z vektorskim znakom. Naša pasta gre pa malo v stran. Namenoma v stran, zato da vam več stvari lahko razložim. In to bom označil takole, da bom rekel, da v to smer pa kaže smer gibanja ali hitrost gibanja te naše paste. In dajmo zopet reči, da v času dt, ne bom več pisal delta t, ker mi to veliko časa pokuri pa limitiral, zdaj že veste, zakaj gre, se nam ta zobna pasta premakne tukaj le ven za dl. To je dolžina. Okay? In dajmo reči, da ta naša zobna pasta je pravzaprav prostorsko porazdeljen naboj, to, kar smo zadnjič, če se spomnite, sem rekel, da je to neka megla, a ne? Da je to neka megla nabojev, ki potuje tukaj skozi ustje zobne paste in v bistvu tale kocka, pa bom čez nekaj trenutkov povedal, to ni kocka, to je paralelpiped, so vam povedali matematiki. A so vam? A ne? To se pravi zvrnjena kocka po vseh stranih. Okay? To se pravi, tole ni nujno, da je kocka, narisal sem kot kocko, ampak v resnici je zvrnjeno po vseh stranih lahko. Pa nas to nič ne moti, ima tudi svoj volumen. Torej, tale kocka ima tudi svoj volumen in ta volumen bomo označili kot dv. Diferencial volumna. Zdaj razumete, zakaj pišem hitrost drugače kot volumen, ne? Z dvojnim v-jem. Veliki v je pa potencial, tako da imamo veliko znak. Ne? Ok, zdaj pa čas, da mi napišemo tole našo definicijo za električni tok na podlagi te skice. Jaz se ukvarjam z električnim tokom samo skozi tole majhno ploskvico, ki je ploskvica DA in predstavlja del celotne ploskve. Tako kot se ukvarjam samo s pretokom skozi ta vrata, to je del celotne stene. Kaj ti? A ne, to nas zanima in ker gre za majhno ploskev, bomo tudi tale tok označili, kot da predstavlja samo en delež celotnega toka, zato mu bom rekel DI. In DI je enako po definiciji, ki ste mi jo prej pomagali napisati, dQ vlomljeno z dt.
Zdaj vas bom pa spomnil, da smo zadnjič povedali, da mi naboj DQ znamo zapisati s prostorskim nabojem kot ρ krat dV. Se spomnite tega? Definirali smo, da je ρ DQ lomljeno z dV. Okay? In dalje znamo zapisati, da je volumen. Če bi vas vprašal, če je tole kvader, kako bi znali določiti volumen kvadra? Če poznamo dA in če poznamo dL. Osnovnica krat višina. Zdaj vas bom pa spomnil, če pa tole je čisto prosto, ta paralel pipet, se pravi, da praktično rečemo, že te dva vektorja tukaj nista pravokotna, a ne? In da tudi ta ni pravokotna, to se pravi, da je to neka zvrnjena kocka po vseh stranih, ali pa celo kvadr zvrnjen. No? Potem vas bom pa spomnil, s katero matematično operacijo ste izračunali torej volumen paralel pipeda. Mešani produkt, super. Mešani produkt je sestavljen iz vektorskega produkta, da dobimo osnovnico. To je osnovnico, rečemo, da imamo mi podano. In kaj pol naredimo, kaj zmešamo še zraven? Kakšen produkt? Ko imamo vektorski produkt, da dobimo osnovnico, moramo pa še skalarni produkt s čim? Z višino. In povedali ste pri matematiki, da nameravno te torej vektorski in skalarni produkt dajo volumen ne glede na to, a so to pravokotne zadeve. To je lepota te matematike. Skalarni produkt itak poskrbi, da če je to malo zvrnen, da bo tukaj noter nastopil še tisti kosinus fi. Ker je to zvrnen, je volumen malo manjši, ne? In zato kosinus fi zraven. To se pravi, imamo mi zelo elegantno stvar. Bom kar pisal. Ρ krat dl deljeno z dt krat dA. Takole. In kaj je iz fizike dl po dt? Bravo. Hitrost, ki jo mi imamo tukaj definirano, ne? Konec koncev, tole je hitrost. Evo. In zdaj lahko zapišem najprej tole, da je tole skalarni produkt, to se pravi ρ krat dvojni v krat dA in tole, ta produkt gostote naboja, ki potuje s hitrostjo v, bomo mi definirali kot gostoto toka. Gostota toka. Tole je definicija gostote toka. In po drugi strani, če pa mogoče pogledam samo po absolutni vrednosti, pa vidimo, da je gostota toka tudi dI lomljeno z dA. Torej, tok na površino. A ne, to pa tisto, kar tudi z besedami znamo povedati, ploskovna gostota toka. Mogoče še tole že takoj napeljem, ker sicer lahko pozabim, da je I enako integral JDA. To sem iz tele enačbe, da sem I ven potegnil, sem tole zapisal kot J krat dA, pa imamo tole vse pripravljeno. Evo, se pravi, gostota toka je tok skozi površino, se pravi, ploskovna gostota toka, izražamo jo v amperih na kvadratni meter. In druga stvar, zračunamo jo tako, da pogledamo, koliko bi rekel prostorskega naboja, se giblje s hitrostjo v. In tukaj smo zdaj pred tisto točko, kjer sem rekel, da bomo pogledali, kakšna je hitrost za naš primer, ne? Pa dajmo mogoče kar takole reči. Gostota toka, mi imamo, bi rekel, za določene materijale, kar malo določene, kakšne so tiste ustrezne, ali pa rečemo, najvišje gostote toka. Za baker je nekaj tazga, kar bi rekel, je še taka
čist solidna vrednost 4 ampere na kvadratni milimeter. Vi veste, da ko govorimo o električnih inštalacijah, mi imamo neke standardizirane tipske vrednosti, recimo 1,5 mm na kvadrat se uporablja za razsvetljavo, mogoče danes, ko so let luči, marsikje že tudi pol manj, to je 0,75 mm na kvadrat. Za vtičnice, torej tam, kjer pač priklapljamo naprave, noter 2,5 mm na kvadrat. Za bolj močnostne porabnike, ki jih je tudi čedalje manj, recimo pa vseeno so bili to bolj grela, kot so štedilniki, malo večji, pečice in tako naprej, 4 mm na kvadrat. Če je kdo inštaliral sončno elektrarno na streho, tam uporabljajo 6 mm na kvadrat za povezavo sončnih kolektorjev z razsmernikom. Za glan vod do hiše, recimo 10 mm na kvadrat, 16 mm na kvadrat, recimo, če govorimo o bakru, če govorimo o aluminiju, pa potem nekoliko več, recimo 35 mm ali 70 mm na kvadrat za inštalacijo, recimo po ulici in podobno. Okay. In zdaj, če to zmnožite, recimo tistih 1,5 krat 4, dobite 6 amperov. Za vtičnice potem 10 amperov, pa pol naprej 16 amperov in tako. To so vrednosti varovalk, ki ravno sovpadajo s temi produkti, o katerih vam govorim. Ok, jaz se bom naslonil na tole številko, recimo 4 ampere na kvadratni milimeter imamo gostote toka in samo spomnil bi vas od zadnjič dobljen rezultat. Računali smo, koliko je rho, to se pravi gostota prostih elektronov v bakru. Sem rekel, ne vseh elektronov, ampak samo tistih potencialnih, ki skrbijo za to, da tok teče v bakru in mislim, da smo dobili, da je to 1,34 krat 10 na 10 kolona na kubičen meter. In če tole zdaj vstavimo v naš izraz, potem dobimo, tamle ga imamo, torej hitrost dvojni V je J deljeno z rho in če tole podelimo, 4 deljeno z 1,33, to se pravi, ravno dobimo 300 mikrometrov na sekundo. To je hitrost gibanja prostih nabojev, torej elektronov v bakru. Se spomnite, da smo zadnjič napovedali, da bo ta številka nizka in je zelo nizka.